Dan. Živijo. Četrto ustavno obtožbo smo odkljukali v zgodovini parlamentarizma v Republiki Sloveniji. Premier Marjan Šarec je ustavno obtožbo kasiral relativno zelo hitro, ne? Jaz mislim, da je v kabinetu predsednika vlade dobrih 100 dni, pa se je že moral zagovarjati zaradi domneve, da je kršil slovenski ustavni red in sicer z načinom, kako je urejeno financiranje zasebnega šolstva v Republiki Sloveniji. Če gre pogledati, kaj so bile ostale ustavne obtožbe, recimo predsednik vlade Drnovšek je ustavno obtožbo dobil zaradi tajnega varnostnega sporazuma med Izraelom in Republiko Slovenijo. Predsednik republike Danilo Türk zaradi odlikovanja, ki ga je podelil Tomažu Ertlu. Zdaj, zakaj pa Cerar dobil, sem pa jaz že pozabil, ne? Ampak tudi je dobil ustavno obtožbo. Zdaj, v tem primeru se mi zdi tako, no, da s precej veliko artilerijo streljamo na vrabca, ne? Oziroma morda je artilerija sicer primerna, timing glede na to, koliko časa je Šarec v pisarni predsednika vlade, se mi pa ne zdi ustrezen, glede na to, da slovenska zakonodaja že kakšnih 5 let ni usklajena z pričakovanji ustavnega sodišča, kako naj bi bilo financiranje zasebnega šolstva urejeno. Ja, to imaš prav, ne. Torej, če bi zdaj vse te ustavne obtožbe podpisal, ne, oziroma pogledal, kako so podpisane, bi verjetno prišel do SDS, domnevamo, ne. Ja. To je v glavnem vse. Se pravi, ta mimikrijski karakter te stranke, ne, ki napada pač na tak način, je več kot najmanj simptomatična, verjetno pa več kot simptomatična, ne. Torej, prva stvar je to, da se v ozadju te interpelacije skriva pravzaprav razmerje med, verjetno gre za škofijsko gimnazijo, tam izvira ta spor, ne, ki je pristal na ustavnem sodišču, in ustavno sodišče je pritrdilo, da mora država zagotoviti 100% javnega programa, ne, kar je seveda utemeljeno in upravičeno, ampak ta zadeva je mnogo bolj kompleksna in jo ti ljudje, ki radi mešajo štrene, praviloma zamolčujejo, ne. Torej, 100% financiranja je legitimna zahteva v primeru, da ne bi v neobveznem delu bilo pa tam tudi njih, ne vem koliko, 80% financiranja. Zaprav, ta srednja šola je dobila torej 80% javnega denarja plus še ne vem koliko odstotkov javnega denarja za javni program, ne. To se pravi, če bi bil zdaj, recimo, če bi bila vlada konsekventna, bi rekla, se s tem mi v bistvu prihranimo, damo 100% denarja, pa nič več drugega. In jaz bi to podprl. 100% za javni program, ja, pa nič za zasebnega. Tisto, kar je pa zasebni kar program, pomeni, da bi proračun privarčeval. Sva lahko plastična, kaj pomeni javni program, kaj pa pomeni zasebni? Javni program je tisti, ki je predpisan od države. Slovenski jezik, matematika, geografija. Vse, kar druge gimnazije počno. Ja. Ne? In to je to, ne. Zasebni program je pa verouk. Ali pa recimo potem določene glasbene dejavnosti, ali pa stara grščina. Stara grščina, latinščina, karkoli že. Ja. Ampak ker ne gre v bistvu za tehnično vprašanje, očitno ne, gre za ideološko vprašanje, se pravi, kako polarizirati slovensko prebivalstvo, ga postaviti v pozicijo širšega konteksta nekega razreda slovenske družbe, ideologizacije, ne? In zdaj, ne vem, prejšnjič ali predprejšnjič sem se jaz tukaj hudoval nad Levico, ona, ki je v bistvu tiščala prste v samostojno dejavnost teološke fakultete, ne? No, poskušajmo zdaj to stvar pogledati iz drugega konca, iz tega, ki pa ima načeloma prav, ne? To se pravi, če cerkev in cerkev verjetno to počne, ne? Da poskuša ideologizirati samostojno vedo in šolstvo, in ga uporabiti za to, da se razprši po celotnem javnem prostoru, v smislu javnem prostoru, ki je ločen od cerkve in je javni prostor je, se pravi, z avtonomijo vednosti, ne.
V tem primeru imajo prav, ne? V tem primeru imajo prav. Narobe imajo pač v tem, da poskušajo s političnimi sredstvi vplivati na univerzo. To je pa zelo narobe. Ampak poanta tega, po domače povedano, je, v luči te interpelacije, je to, da mi izgubljamo razsvetljenski karakter slovenske družbe in proti temu se je treba tako boriti, da se to ne da povedati. Pa ne zaradi kulturnega boja. Sploh ne zaradi česar drugega, kot zato, ker se s tem rušijo temelji individualizma, ki so vzpostavili zahodno evropsko civilizacijo. Se pravi, gre za nekaj, kar je naše največja zgodovinska ali pa civilizacijska pridobitev in to pada. Zdaj pa v čem je problem? Spet so Janševi fanfaroni, ti napadalci in frontmeni, ustvarjali neko ozračje, iz katerega se bodo vsi poskušali umikati, se počutili ogrožene, in to je sploh njegova značilnost, da vzpostavlja te mejne osebnosti, te podle in pokvarjene ljudi tipa Kovačič, Iva Žurman in podobni, ki v bistvu ropotajo na 101 način, in potem se pa v ozadju dogaja pa nekaj, kar pa ni direktno instrumentalizirano v njih, ampak je kombinacija nekega new agerskega populističnega pogona, ki pa ruši karakter zahodne razsvetljenske družbe. Tipičen primer je te dni, to delo danes dokaj dobro pokrilo oziroma osvetlilo, pa mislim, da bi bilo temu treba res nameniti veliko časa. Se pravi, pobuda za spremembo šolskega sistema. 10-12 tisoč ljudi je to podpisalo. In zdaj so šli do ministra in zdaj hočejo novo belo knjigo sestaviti, minister Pikalo, kot da je 2010 že ne bi bila narejena. Kot da 2010 že minister iz istega fonda SD-ja, to je bil Lukšič, že ni to sprožil in so bile v bistvu ta izhodišča podana. Se pravi, in jaz sem šel prebrati ta izhodišča, kaj v bistvu hočejo za spremembo šole. Se pravi, ocene naj se brišejo, matematika ne sme biti več čist matematika, ampak se mora majhen začeti prepletati z geologijo, pa z geografijo, pa z glasbo. Skratka, ocen naj ne bi več bilo, šola bi morala biti prijazna, otroci bi morali biti samo veseli in to se širi viralno in to je nekaj tako nevarnega, da se ne da povedati, zaradi tega, ker v bistvu cilja na new agerski element, da je šola namenjena užitku, ne izobraževanju, ampak užitku, dajmo malo uživati, kje pa malo uživamo, ne bomo frustrirani vam prišli. Se pravi, ti narediš recimo v tovarni delovni proces in ni važno, da ti narediš nek proizvod, ampak važno, da ti zraven uživaš, ko delaš. Se prav, da uživaš, ampak cilj je proizvod in cilj šole je vzpostavljanje avtonomnega, samostojno razmišljajočega subjekta, ne pa uživača. In to je tako nevarna tema, ki so jo zdaj v bistvu te janšistični, kako naj rečem, vzorci prekrili za meglo in je ne vidimo več, in nima več veze z SDS. Mislim, z SDS ima mogoče toliko zvezo, ker se v določenih porivih pljunka tudi v njihove vrste. Recimo tipičen primer je poslanka Godec, če se piše Godec, Bralna značka. Bralna značka, s tistim svojim obskurnim tweetom, v katerem poskuša povedati, da je bralna značka brez veze, ker otroke matra. Zato to je nekaj tako bolanega. Je zanimivo, veš, ker se ta New Age ideja, da naj bo šola zabavna, v nekih tonih, ali so to nizki ali visoki toni, se ujema z tem, kar se da slišati iz parlamentarnih vrst. Se pravi, veš, prijazna, enostavna šola, ki ne bo usposobila v resnici ljudi za tegobe vsakdanjega življenja ali pa za kaj bolj izjemne situacije. Seveda, ne. Namreč, v čem je problem? Poglej, jaz strokovnjakom pedagoškim dam zelo prav, ko pravijo, poslušajte, nehajte se zafrkavati. Namreč, to je približno tako, kot da bi jaz zdaj šel v klinični center, ki ga v nekem smislu tudi kritiziram, vsaj v smislu privatizacije ali pa tendence k privatizaciji, klinični center, narobe sem se izrazil, zdravstvo, ki ga poskušajo zdaj tudi privatizirati v različnih valovih in neštetih in vedno na novo ponavljajočih se poskusih. Ampak jaz to lahko govorim, tega ne maram, to mi ni všeč, čakalne vrste so za nič, to bi morali še narediti, ampak ne morem pa jaz zdaj kirurgom govoriti, kako ne oni operirajo. To bi bilo pa
pretenciozno, predvsem pa grozno škodljivo. In to, kar zdaj poskušajo spraviti ti, ki podpisujejo peticijo, ne, čez politiko, poskušajo dopovedati to, da pedagoška stroka, ki ima za sabo ogromno vednosti, ki ima za sabo definirane cilje, izražene že v beli knjigi, ki priznava, da je šolski sistem zabredel, ki priznava, da je po slovenski državi vednost oziroma pedagoški proces asimetrično porazdeljen, da so nekje rezultati slabši, ki hoče povedati, dajmo tja okrepitve, dajmo tja več učiteljev, zato ker je socialno okolje bolj degradirano in je težje enake rezultate proizvajati kot v Ljubljani, ker je socialno okolje bolj vzpodbudno, ne, in tako naprej. Ne. Skratka, to je stroka, izredno pomembna stroka in hkrati hoče tudi povedati to, da je treba narediti nacionalni načrt, kaj mi sploh hočemo. Ali bomo mi zdaj proizvajali bodoče delavce in proizvajalce in jih izobraževali izključno in samo za te naloge, ali bomo državljane vzgajali, avtonomne subjekte, ki bodo znali samostojno misliti in mogoče imeli raznovrstne pobude, med njimi mogoče tudi podjetniško. Ne? Skratka, to so izredno bistvene stvari, ki se zdaj v zaledju tega neumnega kulturnega boja, kulturne zaostalosti cerkve, ki pretendira pač na šolstvo, ne? In v ozadju se še sploh ne zavedajo posledic vsega tega privatnega. Potem ko se bo pa recimo muslimanska skupnost prijavila, pa bo rekla, zdaj pa mi hočemo svojo srednjo šolo, v katerem bomo segregirali fante od punc in bojo punce morali biti maskirane. Teoretično govorim zdaj samo, da ne bo kdo mislil, da imam kaj proti temu. Ne? Ampak potem se bodo pa desničarji oglasili, pa bodo rekli, poglejte jih, posiljujejo šolski prostor posiljujejo šolski prostor, kulturni prostor in podobne neumnosti. Ne? Skratka, ta problem lahko zdaj že najavimo, ga lahko že anticipiramo na podlagi implementacije ustavne določbe, ki pa ustavno sodišče zdaj seveda podaja žogico katoliški cerkvi in pa SDS-u. A ne, to počne, seveda. Ampak ustavno sodišče ni toliko neumno, da ko bo v naslednji potezi prišlo pa do zahteve drugih skupnosti, katerihkoli že, mogoče tudi čist tist, ki se je prijavila neka, ne vem, blaženega zvonjenja in nekih posod, ne? Vem, ja, se pravi, ne? To je verska skupnost, ki ima za pomemben religiozni pripomoček cedilo za ocenje špagetov. Ne? Recimo, ne? Ja. No, in ko bo to prijavilo, da hoče imeti pod enakimi pogoji srednjo šolo in pa organizacijo šolstva in to na nacionalni ravni, mu bo sodišče pritrdilo in bo imelo prav, zaradi tega, ker mora biti načelo enako za vse, a je tako? Zdaj tako, ne, veš, enakost pred zakonom v enakih okoliščinah, ne. Težko bodo pred Evropskim sodiščem vzdržali kriterij razlik. Izredno težko, ne? Tako, ne, načeloma enakost pred zakonom ni kategorija, ki je popolnoma absolutna, kajti enakost pred zakonom velja v enakih ali podobnih okoliščinah. Ne. Zdaj, če imamo tlele eno simpatično zajebancijo, lepo po slovensko rečeno, ne, bi po mojem ustavno sodišče se zateklo k formuli, ne, okoliščine v tem primeru niso enake. Ne? V redu, poglej, zdaj se midva... Razumem tvoja poanta. Ne, ampak zdaj se midva, ker racionalno debatirava, se zapletava okrog nesporazumov. Zdaj si pa ti predstavlja, da to pride na raven debate, ki ni racionalna celo. Ne? Se pravi, kaj je skupni imenovalec vseh nas? Ja, javno šolstvo. To je vrednota, ne? In to vrednoto imamo in ta vrednota... Vlečeš pa ti to zgodbo v razsvetljensko obdobje, ne pa v strahote komunističnega režima. Ne, zaradi tega, ker komunizem je to je paradoks sicer, ampak je veljaven zgodovinski paradoks, ne, da komunizem je v Slovenijo prinesel mnoge elemente modernosti, ki jih prej ni bilo mogoče pripeljati. Ne. To so pač dejstva. Okrog tega je brez veze polemizirati, ampak recimo atomsko energijo je pripeljal konec koncev neke človekove pravice okrog ženskih pravic, recimo volilno pravico je pripeljal in te stvari, in to so pač zgodovinska dejstva. In razsvetljenstvo je bilo osovraženo v Sloveniji, to je treba vedeti, ne, razsvetljenska misel. Ne. Ja. Čeprav se ima ravno razsvetljenstvo zahvaliti za svojo nacionalno avtonomijo skozi Zoisa, ne, in naprej. A veš, skratka, o tem rajš ne bi polemizirali, ker porušimo Evropo v nas in Evropo izven nas. Ne. Zdaj, če sprejmemo, da je Evropa vrednota, ne, potem jo moramo varovati. In varujemo jo lahko na to, da so vse sorte svobode, različnosti seveda dobrodošle in ravno zato mogoče, ker razsvetljenstvo funkcionira.
Ker v teokratskih družbah to ni mogoče. V avtoritarnih družbah tipa Kitajske današnjega dne, ne, to ni mogoče. Preprosto demokracija tam ne deluje. Deluje seveda tehnologija, deluje vedno znanost, ja, ampak ne deluje pa družba in pa predvsem avtonomija subjekta ne deluje. Tam so ljudje pač podrejeni komunistični partiji, ki je postala kapitalistična partija. Tako enostavno je to. Evropa pa ima svoje vrednote in te vrednote je treba braniti. In v Sloveniji to delajo na zelo, zelo nesrečen način. In hočem to povedati, ne? Mi imamo opozicijo, ki ropota in napada pozicijo, to se pravi zdajšnjo vlado, na točki, kjer se ta vlada lahko ne zaradi tega, ker je to Janša rekel, ampak zaradi tega, ker je naredil stvar nevralgično, vzpodbudijo eventualno ljudi, da ropotajo, ti podpisniki so pa, ne vem, če tam pogledaš, jaz ne bi rad ljudi delil ali kakorkoli, ampak to so društvo za neko staršev, ki so seveda povezani tudi z drugimi gibanji, recimo z veganstvom in podobnimi stvarmi, ki na koncu pripeljajo v moji percepciji nekam vse skupaj v bližino New Age-a. No, in ko enkrat to sestaviš in ko ugotoviš, da to je spojeno tudi za idejo narcisistične kulture, ko ugotoviš, da je to nekaj, kar je kompatibilno z našim predsednikom, ki bo začel promovirati te ideje. In stanjem duha, ki vlada, tako je. In to je tako, kot da bi se mi zdaj zmenili, da pa davkov ne bi plačevali, vsi bi glasovali za. O tem se ne glasuje. To ne smeš dati na referendum. In predsednik države utegne gostiti to mentaliteto, jo zagovarjati in kaj se bo zgodilo Marjanu Šarcu, postavil se bo pred položaj, ali malo popustim, in saj to ni tako pomembno, da postane tukaj kratek in zgubimo eno najpomembnejših stvari, ki jo še imamo, poleg javnega zdravstva, javno šolstvo. Se pravi, da klecne na tej točki, in za mene, za Marjan Šarec, recimo, ne vem, jaz sem zdaj do njega poskušal biti zelo benevolenten, ampak za mene je to kamen razločnik, se pravi kriterij. Tukaj se bo presojalo, ali razume koncepte, ali jih ne razume, oziroma ali jih je sposoben zasledovati, ali jih ni sposoben zasledovati. Ta točka je strahovito pomembna in jaz mislim, da bi v Sloveniji morali odpreti nacionalno debato, pri čemer ne morem izraziti zadosti prezira do teh Janševih poskusov, da debato naredi neresno. Ja. Ne, gre pa za točko, veš, glede katere lahko v sedanjem času obstaja v Sloveniji določen ponos. Mi imamo šolstvo, ki je več kot solidno, z občasnimi zdrsi, z manjšimi problemi, ampak tako, če gremo pogledati, kakšne generacije prihajajo ven iz izobraževalnega procesa in če te generacije primerjamo s primerljivimi državami zahodne civilizacije, ugotovimo, da je slovenski izobraževalni sistem dober. Najmanj soliden. Ga pa, te ideje, veš, o tem, kako bomo pa šolo naredili hiperprijazno in harmonizirano z neko narcisistično patologijo ali pa kulturo, to potem lahko vodi v erozijo sistema. In smo tik pred tem, to, kar se te dni dogaja, je prva lastovka te pomladi, ker najhujš ni ideološka, ni politična, ampak dejansko prihaja od spodaj na populističen način, tako kot splošna, kot bi neoliberalistična ideologija zagrabila spodnje množice, široke množice in se dvignila na raven političnega, politika bo pa to pojadrala. To je silno nevarna pozicija in tudi recimo, ne vem, meni se zdi po svoje že neumno, jaz, ki sem prišel iz zasebnega šolstva, branim javnega, ampak mislim, da je to res bistvenega pomena, res potrebno, res nujno in, a veš, izkušnja zasebnih fakultet, ki so vznikane po tej Jambrekovi formuli, ki je prebijo javno visoko šolstvo toliko časa že po Drnovško, da mu je uspelo in potem se je samo usulo. Koliko je to nižja kvaliteta od recimo Ljubljanske univerze, od javne šole. In ta izkušnja, veš, mi smo takrat mislili, da bo to nek moment odličnosti. To ni nikakršen moment odličnosti. To je prej nasprotno. In zato imaš ti recimo Univerzo Ljubljansko, ki še vedno stavi na razsvetljenski temelj, to je bistvenega pomena. In z te paradigme izhaja tudi srednje šolstvo
in pa osnovno šolstvo, ki je postavljeno na razsvetljensko podstat, to je najbolj bistvenega pomena. Ko to predamo, pa potem še javno zdravstvo, potem bomo postali nepomembna provinca, ki jo bojo drugi večji nacionalni subjekti razkosali kot Bosno, kot kantonat bodo naredili Slovenije. Če nimamo te avtonomne pozicije, v kateri bo človek imel zavest, da je subjekt, smo zmrznili. In tega ti nacionalisti ne razumejo. Ali pa so toliko pokvarjeni, da celo razumejo, pa to zavestno delo. Jaz tako ne mislim. Jaz mislim, da jaz se bolj nagibam k temu, da so zadosti naumni, ker to je nekako olajšava. Ne? Če pa to zavestno delajo, potem so pa pokvarjeni in vse nekateri med njimi so podli in pokvarjeni ljudje. Zelo podli in zelo pokvarjeni. Jaz samo upam, da generalno gledano to še ni karakteristika slovenske desnice. Levica je itak prodala vse, kar se prodati da, ampak levica, desnica, ne, svoje sem povedal. Toliko za danes, hvala lepa.